Živijo. Danes sem na kosilo povabil človeka, ki se ukvarja s prepoznavanjem uspešnih podjetniških zgodb. Takih, za katere verjamem, da lahko globalno uspejo. Želim biti pa malo več kot samo ta, ki v bistvu deli čeke, ampak da jim pri tem še malo aktivno pomagam. V zadnjih 10 letih je zbral cirka 60 milijonov evrov in jih razdelil oziroma investiral v cirka 20 startupov. Zelo neradi pišemo čeke pod 500 evrov. Nam je sweet spot, nam je 1,5 milijona, 2. Med drugim je pomagal tudi Celtri na svoji poti. Cash na cash smo na Celtri naredili 12x, okrog 150. 150 milijonov. Moj današnji gost je Jure Mikuš, najuspešnejši slovenski upravljalec skladov tveganega kapitala. Uživajte, nama ne bo hudo. Jure. Čau. Kako si? Škaj je? Kam ti dam? To sem zate prinesel. A res? Ponovadi zmeraj vprašam, kako bi se ti predstavil, ali kako bi želel, da ljudje poznajo. Jaz sem v bistvu investitor v tehnološke firme v tistih fazah, ko niso še primerne za druge vire financiranja. Želim biti pa malo več kot samo ta, ki v bistvu deli čeke, ampak da jim pri tem še malo aktivno pomagam. Kako vam že se te jaz predstavil? Ma ti si me sigurno ful boljš predstavil. Po moje si šel kaj v smeri tega mojega prvega sklada. A je pretenciozno, če rečem, da si najuspešnejši upravljalec skladov tveganega kapitala med Slovenci? Ja, ni glih neke hude konkurence, ne? No, ampak se to bolj pomeni, da je v tej regiji to težko početi, ne? Ta regija ni na mapi od nobenega praktično ustaljenega klasičnega VC-ja. Smo daleč od Amerike, tako da iz skladov na zahodni strani Amerike zelo malo investicij rade na vzhodni strani Amerike. Še manj v Evropi, še manj v vzhodni Evropi. Ampak ti investiraš v firme, ki misliš, da lahko globalno uspejo. Absolutno. Tebe ne zanimajo neke podjetniške zgodbe, ki so regionalno usmerjene. Zelo v omejenem smislu, zaradi tega, ker je tukaj pač exit potencial precej majhen. Kot prvič je zelo malo kupcev, kot drugič pa so valuacije, ki jih pač lahko pri tem dobimo primerno nižje. Če sem dober research naredil, si cirka 60 milijonov v 2 skladih skupaj izbral v zadnjih slabih 10 letih. Yes. In to si investiral v cirka 20 podjetij ali več. 37 podjetij. Jaz sem tebe napovedal, da se ti ukvarjaš s prepoznavanjem uspešnih podjetniških zgodb, takih, ki globalno lahko uspejo. To je en stran, na drugi strani pač imaš neko zaupanje ljudi, ki imajo denar, ki ti ga dajo, da ti namesto njih investiraš kot sklad, ne? Ja. Da mi povej, kaj je težje, dobiti denar ali dobiti dobro investicijo? Najtežje je prvič dobiti denar, ok? Zato, ker nimaš izkušenj, nimaš track recorda, ne vejo, ti lahko zaupajo ali ne in tako naprej. Potem je težko dobiti dobre investicije, ne? Sploh, če imaš omejen obseg, omejen pipeline. Potem pa moraš tudi nekaj spet pokazati, kaj si naredil, ne? Da dobiš spet denar v naslednji sklad. So mi rekli, da v prvo ni bilo problem dobiti denar, da v drugo je bilo pri njih problem. Po statistikah okrog 75% jih ne uspe drugega sklada zbrati. Prvi sklad smo mi zbirali leta 2007 in investitorji v prvi sklad, ki so investirali, marsikdo od njih ne vedel, kaj investira. In zdaj čakajo, da se sklad zapre, da dobijo kaj nazaj. So že dobili. Mi smo delno prodali Celtro. Celtra je tvoj največji uspeh. Celtra zaenkrat največji uspeh. Ja. Koliko je Celtra danes velika? Cash na cash smo na Celtri naredili 12x. Ampak valuacija Celtre na današnji dan pocenjuješ, da je? Okrog 150 milijonov. Kaj so recimo ene take 3 indikacije, da se sploh začneš z nekom malo ukvarjati? Ko vidiš teh toliko 1000 startupov, si zbildaš nek gut feeling. Najprej se zoomiram na to osebo, ki meni to prodaja. Če jaz v roku 15 minut, ko z njim govorim, ugotovim, da jaz s tem človekom ne bom mogel vsak teden viseti 2 uri skupaj, potem sem zelo težko naprej z njim pogovarjati. Ampak verjetno te pol, če je ta človek ta prav, verjetno zanima nek produkt, ki ga ima. Mora biti produkt, mora biti predvsem tim sposoben execute ta produkt. Ne. To je glavno. Ne. Ideje so v bistvu dosti brez veze. Ideje je milijon. Najboljši produkti so vedno tisti, ki so optimizacija že obstoječim produktom. In optimizacija poslovnih modelov, recimo, to je meni ful všeč. Zakaj izgubljaš ogromno resursov na nekem tehničnem razvoju, če lahko samo stvar boljš prodaš. Ne?
Zdaj mogoče, če se vrnem, ne? Kaj me odvrne? Najbolj me odvrne to, če mi nekdo laže. Ampak tega je verjetno kar dosti, ne? Ogromen. Koliko ljudi pa pol more biti v enem takem skladu? Nas je 10. Večinoma imamo pač nek finance background, imamo enega, ki je inženir iz IT sveta, ja. In v bistvu ravno kar zdaj, ko razmišljamo, kam gremo naprej, razmišljamo o tem, da pojačamo malo to inženirsko stran. Koliko je pa povprečna investicija, ki jo daš? Zelo neradi pišemo čeke pod 500 €. Nam je sweet spot, nam je nekje od 1,5 milijona, 2. Une firme, ki so res dobre, tam lahko gremo tudi več in smo tudi že šli več, lahko gremo do 3, lahko gremo celo več. Kako pa recimo, kaj se jim lahko vpliva, kakšen tvoj hobi ali pa tako zaseben interes v tvoje neke vlagateljske vzgibe? To smo zdaj malo kmečke neveste vsi, ne? Ja. Rečemo ne, tega ni, ne. Valjda je. Zakaj? Zaradi tega, ker če ti nekaj rad počneš, če te nekaj bolj zanima, tudi veliko več o tem veš in se počutiš bolj varen v to investirati, ne. Mogoče celo ne investiraš v Ravno produkt, zaradi tega. ne? Ker veš, koliko je vraga težko v tej branži denar narediti, ne. Daj mi povej, kje si ti tega posla naučil? Jaz sem predelal na KD-ju, sem se ukvarjal z drugačnimi tipi investicij. S kakšnimi? Borzne družbe. To prelaganje levo-desno denarja mi ni delovalo, kot da mi neko vrednost ustvarjamo, ne. Sem pa gledal te venture sklade, pa kaj oni počnejo in to, in me v bistvu kar precej pritegnilo. Pa je bila situacija taka, da je prišla ta priložnost in sem takrat razmišljal, kje se bom največ naučil, in sem se v bistvu naslonil na enega prijatelja, ki ima sorodstvo v Izraelu, in me je on v bistvu po svoji liniji pripeljal do enega mojega zdajšnjega prijatelja dol, ki mi je v bistvu odprl precej enih vrat v Izraelu, ne za denar, ampak znanje smo pa izredno veliko dobili od njih, no. Ko si začel to verjeti, si bil ful nesiguren. Kdaj si videl, da si prav nekaj naredil? Jaz sem bil to malo porinjen, no, zato ker pač tudi ta industrija, v kateri sem bil prej not, ne, borza in to v Sloveniji toliko ne prosperira. V bistvu malo, bom rekel, veliko sreče, da sem se takrat odločil za to, kar sem se, ampak sem ful vesel, da sem se za to odločil. Ampak pol si pa rekel, zdaj pa jaz to znam, in kje so bili začetki? Nisem rekel, da jaz to znam. Če danes pogledam nazaj, smo se takrat 90% šele naučili, ne. Pa tudi ne mislim, da danes znam, da se razumemo, ne. Ja, no, če pa smo šli, pa takrat smo dobili od GZS-ja prve 3 milijone. Jaz sem takrat pa tudi na bazi vseh malo tega, toliko sem že vedel, ne. Sem videl, da to absolutno ni dovolj denarja, da bi s tem dal kaj narediti. Povabil sem potem zraven še te klasične slovenske korporativne investitorje. Njim sem prodal zgodbo malo drugače. Pa ne mislim, da sem jih nategnil s tem, ne. Da so poleg investiranja kot finančne naložbe dobili tudi dostop do novih idej, vstop v startup svet, ne, kar je takrat bilo še dosti, bom rekel, en tak ezoteričen pojem, ne. Kako se meri uspešnost tvojega dela? Ali pa če bolj direktno vprašam, GZS je dal 3 milijone noter, Ja. koliko je ven dobil že do danes, pa koliko lahko bi še dobil? Naš target za vsak sklad je, da naredimo med 2 in 3x. Pri državi ni bil cilj samo to, da da ona 9 milijonov, pa dobi 10 ven. Pri državi je še to, da smo mi z denarjem od države naredili Seltro, ki zaposluje v Sloveniji 70 ljudi, ki izplačuje 70 plač, od katerih grejo vsi davki v Sloveniji. Ko enkrat ti vložiš s svojim skladom v eno podjetje, kva moraš ti delati, da si lahko bolj miren? Veliko vedeti o tem, kaj se dogaja tam. Več ko veš, več lahko tudi pomagaš in bolj si miren. Najbolj nemiren sem takrat, ko vem, da se nekaj dogaja, samo ne vem kaj. Ko nisem dosti informiran o tem, kaj se dogaja v podjetju, samo vem pa, da se nekaj dogaja, ne. Jaz iz klasičnega financijaša, kot sem bil v mojem prejšnjem življenju, ne, Ja? transformiram v psihologa. Običajno v prvih parih minutah vem, a je nekaj narobe ali ni. Običajno se to že tam na recepciji zgodi. A to pol pomeni, da se ti dosti gibljaš po teh podjetjih, v katere si vložil? Ja. Z enimi podjetji smo večkrat tedensko v kontaktu, z enimi smo recimo enkrat tedensko, z enimi smo enkrat mesečno. A ste pa tako organizirani kaj, da ima vsak en del portfelja pri vas od partnerjev? ali Vsak kako? od partnerjev pokriva določen trg in konkretne firme. Kako pa ohranjaš ta relationship z investitorji? Ti moraš biti tako kot en tale ovčarski pes, ne. Ker ves čas moraš okrog njih laufati, pa lajati, sam ne preveč naglasen, zaradi tega, ker poj se bojo splašali, ne. Moraš pa lajati, moraš jih opozarjati, moraš jih informirati, ne.
in moraš jih počasi peljati tja, kamor si ti želiš, da greš. Del našega biznisa so tudi odpisi naložb. Koliko si pa naložb že odpisal? Prav odpisali smo v bistvu samo dve, imamo pa neki zombijo, ne, ki jih ne odpišemo, ker nas nič ne stanejo, če jih imamo, ampak ne bojo se nikoli razvili in verjetno v nekem trenutku bojo pojedli samega sebe. A je game v tem vašem poslu, da ko ti stopaš s skladom noter v eno podjetje, da potem se skupaj z founderjem boriš, da prideš na nov sklad? Absolutno, to je game. Ne. Naš cilj je zelo redko kdaj, da bi potem firmo kar prodali že končnemu kupcu. Naš cilj je, da v roku leta pa pol, 2, 3, toliko razvijamo firmo, da pripeljemo vsaj na 2x valuacijo v naslednji rundi. Ne. In takrat tudi lead, tako imenovani lead, prodamo temu novemu investitorju. In pol prevzame ta glaven kontakt, ki da več denarja noter. Vedno ta zadnji, ki prije noter postavlja pogoje. A smo v zaupanju s kakšno prevaro opravka? Bilo je par forenzičnih preiskav v podjetjih, zaradi tega, ker so bili določeni stroški, ki pač jih sigurno ne bi bili, če ne bi bili mi investitor noter. Daj mi povej, kaj je bil nek tvoj game changing mejnik? Ja, po moje tale delni exit Seltre je bil kar že, to je bil tisti moment, ki je res... Po kolikih letih si je to naredil od začetka tega biznisa, kjer je štartal? 7 let. Predtem je bil drugi sklad pravzaprav, ne. Ko smo drugi sklad zaprli, ko smo podpisali drugi sklad, takrat mi je res ena skala padla nekam dol na nogo. Ne. Kaj pa se ti zdi, da spreminja to industrijo, kjer si ti? Ja, to je njen čar, ne. Ta industrija se ves čas spreminja, ker delujemo v pogojih nekonstantnosti na področju naših naložb in tudi nas. Ne. Recimo, velikost naložb se stalno spreminja, ne, se povečuje. Ne. Okay. Vedno več kapitala je potrebnega za uspešen preboj nekega podjetja. S tem se spreminjajo investitorji v sklade, spreminjajo se pričakovanja. Večinoma investitorjev v venture sklade so zavarovalnice, pokojninski skladi, ki zelo majhen del svojega portfelja namenijo v ta asset class. To, da če se jim glih zgodi neka sreča, da rečejo, da so imeli karto tam noter. Ne, mislim, vse se zgodi sreča. Ne? Kakšna je verjetnost, da se še ena Seltra zgodi v tem drugem skladu? Zelo velika. Večja zgodba od Seltre? Večja zgodba od Seltre. Se že dogaja. A je že nekdo noter vstopil? Ja. Še en drug sklad? Ja. No, mislim, konkretno to je podjetje Cognizant. To je AI-powered lead generation software. Valuacija je šla od milijona na 35, odkar smo šli mi noter. Kaj te inspirira v tem poslu tvojemu? To, da se ogromno naučim, pa da sem up to date s tem, kaj spreminja svet. Jaz sem malo primerjan s mojimi vrstniki. Veliko lažje spremljam, kako se svet spreminja, kot pa tisti, ki delajo v nekih bolj rigidnih okoljih. Druga stvar, ki me pa res drive, pa to, da res nekaj ustvarjaš. No. Tako, ne vem, če zdaj pogledam ta prvi sklad nazaj, pa ko se spomnim tistega dneva, ko so Miha, Maja pa Matevž prišli k nam, trije founderji Seltre, ki niso imeli niti enega zaposlenega. Pa ko danes pogledam nazaj, pa me, ne vem, greš v te podjetje, vidiš ta sistem, se fajn je videti, da je neki ratali iz tega. Ne. Kaj bereš, kje pridobivаш informacije? Knjige večinoma poslušam, veliko poslušam biografije in sicer podjetnikov. Phil Knight, The Shoe Dog je enkratna. Drugač pa se izogibam how-to knjigam. Se pravi, vse te instant, kako bogateti, kako investirati, pa izogibam se, kolikor se da, seveda. Se izogibam dnevnemu dogajanju. A političnemu? Yes. Kaj je zate asociacija za vrhunski izdelek? Porsche 911, ne? Ker to je stvar, ki je enaka v principu že 60 let, pa se še vedno ful dobro prodaja. Zanimivo. Kaj pa vrhunski marketing? Vrhunski marketing so pa posamezni biznis ljudje v Sloveniji, ki misliš, da so uspešni, pa ko ugotoviš, da zadaj ni nič. Kaj ti je asociacija na zadovoljno stranko? Zadovoljna stranka je tista, ki je s tabo. Ko ustraja. Ki ustraja s tabo. Dream business. To, kar počnem zdaj, ampak da bi počel samo s svojim denarjem. Kaj bi ti še moral vprašati, pa sem jaz pozabil? Ne. Ali pa bi rad sam sebe vprašal? Jaz sam sebe veliko stvari sprašujem. Ker na dnevni bazi tale naš biznis ni toliko seksi, kot se sliši. Posel za maratonce. Je. Je.
hvala ti, smo imeli veliko veselje. Upam, da to koga zabava. Ja, upam, da. A? Upam.